Lahko, ja, kako da rotiraš, ja. Čak, pogledaš pa ti sem sred, mogaraš, če tako ne? Lahko. Hvala. Jolej, mislim, mi smo tako tle, veš. Fleksibilni smo. Čak, sekunde. Sem Maja Bertoncelj, sem stara 23 let in prihajam iz Litije. Moj hobi je fitness in zaenkrat sem še študentka. Veganka pa sem od leta 2016. Za veganstvo sem prvič slišala v osnovni šoli in takrat se mi je zdelo, da je to nekaj ekstremnega, da to ne more biti vsak, da so to neki čudni ljudje in nisem šla nikoli za tem, da bi jaz postala kaj takega. Zdelo se mi je, da ne more biti zdravi, da so to neki suhcani ljudje, ki ne morejo biti športniki, ki ne morejo uživati v življenju, dobri hrani in tako. Ker mi je okolje tako govorilo, torej starši, prijatelji, vsi okoli mene so tako gledali in pač jaz sem razmišljala potem enako, kot ostali smo kot neka ovca, bi temu rekla. Vegetarijanka sem že zelo mlada želela biti, zaradi tega, ker so se mi živali smilile. Takoj, ko sem vedela, kaj je vegetarijanstvo, kaj je meso, sem pač odbijala, zavračala meso. In tudi starši so me silili leta in leta, ampak pač nekako sem mogla popustiti prej ko slej, ker na primer sem imela kosilo in sem jaz potem to puščala na krožniku ali pa sem v partiček dala pa vrgla v smeti pa tako naprej. Nisem pač želela, niti okus mi ni bil nikoli neki privlačen, dober. Za veganstvo sem pa potem brala določene zadeve na slovenski strani, Facebook strani Vegani, vegetarijanci, presnojedci. Sem brala komentarje, videe sem gledala in sem potem spremenila svoj pogled. Videla sem dejansko sliko, kako je na svetu in dejansko tudi v Sloveniji, ne samo v Ameriki. Tako, ne. In potem sem pač rekla, da bom jaz tudi s tem začela, ker se mi zdi edina prava stvar. Najbolj so me pretresli mladički, ne, ki trpijo. Mislim, vsaka žival se ti smili, ampak mladički so pa kot otroci. To pa najbolj boli. In ko cvilijo, ko pogrešajo svojo mamo, ko jih mlade zakolijo. In to je strašno. Se mi zdi, da nimajo prav. Da ne vejo vse celotne slike, nočejo čustev povezati s svojim življenjem, nočejo se zavedati stvari. Lahko jim jaz razlagam, kako je, vejo, da je to resnica, ampak enostavno ne preklopijo, ne vidijo stvari, kakor vidimo mi vegani. Ne dojamejo, da lahko tudi sami pomagajo, tudi če je to samo en človek, potem sta dva, tri in na koncu je lahko cel svet. Upam, nekoč. V bistvu je bilo tako, da sem najprej, torej, kakor sem rekla, pol leta sem prebirala članke, študije, videoposnetke sem gledala na YouTubu, se izobraževala v hrani, spoznala sem veliko nove hrane, ki prej nisem nikoli sploh še slišala za njo, v raznih začimbah in tako. In potem dejansko mi ni nikoli kaj preveč manjkalo, no. Mogoče kakšna sladica, ampak se da vse vegansko narediti, tako da sploh ni problema zame. Torej, ko sem bila še vegetarijanka, sem imela še vedno veliko migren, težave s prebavo in potem, ko sem postala veganka, se je to vse popravilo, no, samo od sebe. In tudi postava se mi je izboljšala, izgubila sem nekaj kilogramov in tako, to je bilo res brez problema. Težave z migrenami so bile vsakodnevne in sem takrat tudi jedla veliko več procesirane hrane, veliko bolj nezdrave hrane in veganska hrana pa zna biti zelo bolj zdrava v večini, razen če ješ predelano in enostavno se mi je popravljalo.
Živali od nekdaj so mi bile prijateljice, uteha, vedno sem se rada družila z njimi, velikokrat kot z otroci, sovrstniki. Nekako vedno so mi bile zanimive, lepe, vse živali. No. In pač nekako ne moreš jesti prijateljev, no, kaj ne rečem. Imela sem dosti živali, imela sem ptičke, imela sem ribice, kužke, mucko. Sicer pač nažalost umrejo, ne, zelo kmalu. Zdaj imam psičko, 8 let staro, Ali, rešenka. In mi je pomen svet, res z mano je šla skozi toliko enih problemov, vedno mi je ob strani, vse posod z mano na morje, pač res najboljša prijateljica, no. Ne, to ravno ne. Bila sem pa enkrat prisotna, ko so rezali glavo od prašiča in tiste možgane in je bilo grozno. Zakaj bi to delali? Mislim, ne vem. To so rezali že pol, ko je bil že nakladnež. Ne, da Bože, da bi bila zraven prej. Ne bi pustila, da bi pred mano ubili žival, sigurna, da ne bi vreščala. Snoreli. Ne vem, promocije je dovolj, samo ljudje nekako nočejo preklopiti. Se mi zdi, da je okus veliko bolj pomembnejši kot živali. Živali pač, žival je žival, one so tam za nas, kar ni res. So živa bitja, moramo jih dojemati kot to. Mi smo del narave, mi smo del simbioza, mora biti, no, ne neka prehranjevalna veriga, to je staromodna zadeva. Moramo biti moderni, smo v letu 2018, se mi zdi, da bi vsi lahko se malo spremenili. Danes že veliko ljudi ve, kaj je veganstvo, no, ker se promovira vse posod, tudi trgovine imajo veliko, vsak dan vedno več ponudnikov, tako da se mi zdi, da čez čas bo to prišlo, bo ratalo vsakodnevno, upam, da čim prej cel svet veganski, ampak nekaj časa še rabimo, no. Fitness in veganstvo je v bistvu ratalo vzajemno, no. Sem skupaj začela z zdravim načinom življenja, tako sem nekako potem razmišljati začela, da delam na sebi, no, na tak način. In potem, ko se jaz nekaj odločam, je to, me noben ne more več prepričati nasprotno. Tako je prišlo veganstvo. Torej, vsako jutro jem ovsene kosmiče, zraven še sojine, amaratove in razne oreščke, sojino mleko, ki ima več beljakovin. Potem za kosilo, na primer, jem razne stročnice, potem neke ogljikove hidrate, na primer testenine, riž, kvinojo, določene žitarice, piro. Za večerjo pa odvisno od kakšne volje sem. Včasih kaj sladkega, na primer mlečen riž, ker imam rada sladke zadeve. Včasih pa zelenjavo. Obožujem zelenjavo dejansko, mogoče celo imam raje zelenjavo kot sadje. Rada imam bučke popečene na kokosovem olju, malancane, solate imam tudi rada. Vse, kar je vegansko, bom pojedla dejansko. Nedolgo nazaj sem slišala za veganski hotel in pa veganske počitnice in ker delam turistično šolo, se mi zdi, da je to nek začetek, neka misel, ki bi lahko tudi meni pomagala in bi lahko jaz tudi nekako to vključila v svoje delo v prihodnosti, no. Da bi postala menedžer kakšnega takšnega hotela ali pa odprla kakšen hotel na to tematiko. Nikoli ni prepozno. Skupaj, če stopimo, lahko spremenimo svet. Go vegan! Vsako jutro jem ovsene kosmiče,
z veliko različnimi stvarmi, ki imajo beljakovine, naprimer pšenični, zdaj sem pa pozabila, kako se reče. Ne, ampak super, ni tudi to, veš. Mogoče ja, kaj ješ to recimo čez dan, veš. Še nič zdrav. Ne, ma ni ona pšenica, ko izgleda ko čokolešnik. Ti veš? To, pa kvinoja, puffs, pa te zadeve, ful dajem, pa sojine kosmiče dam not, pa, dobro, okej. Kako sem začela? Ja, ne vem, ali si se spomnila?